Spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik, zaslužni profesor dr. Tadej Bajd, spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Igor Papič, spoštovani dr. Luis Mir, častni doktor Univerze v Ljubljani, torej Luis Mir, honorary doctorate degree from the University of Ljubljana, welcome. Spoštovani dekan fakultete za elektrotehniko, profesor dr. Gregor Dolinar, spoštovani zaposleni in sodelavci fakultete, študente, gostje, dame in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na že tradicionalni prireditvi Fakultete za elektrotehniko ob tednu Univerze v Ljubljani. Vsako leto se takole v prazničnem decembru zberemo, ker je razlogov za veselje znotraj fakultete več kot dovolj in letošnje leto ni prav nobena izjema. Smo pa letos imeli tudi v svetu in Sloveniji veliko razlogov za proslave in izkazovanje spoštovanja. Spominjamo se na primer konca Prve svetovne vojne, ki so jo takrat imenovali še Velika vojna, končala pa se je pred natanko 100 leti, čez slab teden pa bo minilo tudi 100 let, odkar nas je zapustil veliki Ivan Cankar. Velike so bile besede izpod peresa Ivana Sklanca, veliki pa so tudi dosežki na znanstveno-raziskovalnem področju, ki jih bomo prav kmalu začeli naštevati. Še predtem pa bomo za nekaj pozdravnih besed zaprosili dekana Fakultete za elektrotehniko, profesora dr. Gregorja Dolinarja. Spoštovani rektor, spoštovani gostje, kolegice in kolegi, študentke in študenti. Ob zaključku leta je prav, da malo pogledamo nazaj in da se zazremo tudi v prihodnje leto. Z zadovoljstvom lahko rečem, da je za nami uspešno leto. Država je glede na sprostitev varčevalnih ukrepov namenila nekaj več denarja. Za FE to od približno 9 milijonov pomeni slabe 3% več denarja. Dodatno k temu je Univerza v Ljubljani v pogovorih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport uspela pridobiti nekaj dodatnega denarja tudi za tako imenovani razvojni steber financiranja, ki je namenjen internacionalizaciji, posodobitvi študijskih programov in sodelovanju z okoljem. Za našo fakulteto to pomeni konkretno 190 tisoč evrov ali približno 2% več. To vsekakor ni velik znesek, še vedno smo na nivoju financiranja, na katerem smo bili pred skoraj 10 leti. In še vedno ta znesek ne pokrije vseh stroškov izvedbe naših študijskih programov. A bolj kot sam znesek se mi zdi pomembno simbolno prepoznanje strani države, da je Univerza v Ljubljani finančno podhranjena in da bo tukaj potrebno nekaj narediti. Hkrati pa bi rad poudaril, da sredstva, ki jih Fakulteta za elektrotehniko dobi od ministrstva, predstavljajo le polovico prihodkov naše fakultete. Drugo polovico moramo pridobiti na trgu, na razpisih ARRS, na evropskih razpisih in na razvojno-raziskovalnih projektih z gospodarstvom. In ta polovica ne pride na fakulteto sama od sebe, kljub trenutno dobri gospodarski situaciji v Sloveniji. Če bi samo jamrali in razlagali vsem, kaj so naše pravice, ter da se nam z nezadostnim financiranjem godi krivica, ne bi bili uspešna fakulteta. Uspešna fakulteta smo, ker se večina zaposlenih proaktivno trudi, da pri danih pogojih naredimo največ in najboljše možno. In to velikokrat prek rednega delovnega časa. S svojimi vrhunskimi rezultati smo uspešni pri prijavah na slovenske in tuje projekte, z njimi vedno znova prepričamo partnerje iz gospodarstva za raziskovalno razvojno sodelovanje. In tudi kot izjemnega pomena v sodelovanju z gospodarstvom smo kupili kar nekaj fakultetne opreme. Več o izstopajočih posameznikih v nadaljevanju prireditve. Za trenutek se zazrimo še k izzivom, ki nas čakajo v prihajajočem letu. Na fakulteti bomo povsem prenovili IKT infrastrukturo, kar bo velik organizacijski in finančni zalogaj. A enostavno nočemo in ne smemo biti bosa
kobila. Tudi informatizacija poslovnih procesov je velik organizacijski zalogaj, ki pa bi vsaj čez čas moral pomembno razbremeniti delo v skupnih službah. Zelo nas veseli tudi dejstvo, da inženirski poklic ponovno pridobiva na vrednosti. In tukaj mislim na tisti finančni vrednosti, ki se odraža v plačah. Ampak to razveseljujoče dejstvo seveda pa pomeni določene izzive tudi za našo fakulteto. Težko je na fakulteti zadržati mladega raziskovalca z neto plačo 900 €, čemu gospodarstvo lahko ponudi veliko več. Ampak tudi tukaj ne sedimo v kotu in jamramo, ampak proaktivno rešujemo probleme. Tukaj gre velika zahvala rektorju in njegovi ekipi, ki razume naše probleme in jih zelo proaktivno pomaga reševati. Vsekakor verjamem, da bomo k novim izzivom pristopili samozavestno, ambiciozno in odločno. Saj smo fakulteta za elektrotehniko. Hvala. Hvala lepa dekanu. No, tale projekcija, ki tule za menoj tako lepo sledi mojim besedam ali pa moje besede sledijo projekciji, pa to, da me trenutno tako dobro slišite, vsaj upam, da me, tudi tisti tamle v zadnjih vrstah, no za vse to se je potrebno zahvaliti moderni tehnologiji. Tudi sama se zaradi svoje narave službe v zadnjih letih pogosto zahvalim, saj sem lahko z domačimi v stiku z bolj ali manj od skritih kotičkov sveta samo s klikom na ekran telefona. Res je sicer, da je bilo pisanje pisem v preteklosti precej bolj romantično, res pa je tudi, da je prav lepo videti znane obraze nasmejane na ekranu telefona, ko se takole slišimo z različnih koncev sveta. No, kljub temu pa vam iz lastnih izkušenj povem, da je prav lepo kdaj pa kdaj tudi pobegniti in se malo odklopiti, saj je takrat svet na drugi strani ekrana dobi precej drugačno podobo. Vsaj za mene takšno, ki mi pogosto prinese nasmeh na obraz. No, hiter razvoj tehnologije, še posebej v zadnjem desetletju, seboj prinaša neslutene priložnosti na številnih področjih. Mobilne naprave, senzori, umetna inteligenca, virtualna resničnost, bločne verige in socialna omrežja so samo nekatere od hitro rastočih tehnologij, ki lahko izboljšajo kvaliteto življenja. Ali pa tudi ne. O priložnostih in pasteh tehnološkega napredka bo govoril izredni profesor dr. Matevž Pogačnik. Hvala. Dober večer vsem zbranim, spoštovani gostje, v veliko čast mi je, da bom lahko predavanje ob tej naši slavnostni prireditvi. In kot se za tehnično fakulteto spodobi, bo tudi to predavanje seveda na temo tehnologije, ampak tokrat mogoče z malo drugačne perspektive. Torej, človeštvo se že od samega začetka sooča s tehnološkim razvojem. Pred približno milijonom let smo bili navdušeni nad tem, da smo ukrotili ogenj. Približno 10 000 let nazaj smo obvladali kovine, danes pa se že pogovarjamo o avtonomnih sistemih in o umetni inteligenci. In podjetje Gartner vsako leto predstavi nekaj najbolj perspektivnih, hitro rastočih tehnologij, ki seveda imajo različne stopnje zrelosti. No, jaz sem si pa izbral nekatere od njih, ki se mi zdijo še najbolj zanimive iz različnih pogledov. Prvo teh področji je umetna inteligenca. To je eno področje, o katerem se zelo veliko govori v zadnjem času. Po eni strani veliko obeta, po drugi strani se jo pa kar malo bojimo. In področja uporabe te tehnologije so seveda številna. Imamo že čisto v prodaji komercialne rešitve pametnih in avtonomnih robotov, asistentov, katerih namen je bodisi samo pogovor z ljudmi, bodisi neka opravila za človeka, razumejo nas, celo naše emocije že prepoznavajo in za nas lahko postorijo kakšno zadevo. Avtonomna vožnja. Danes že v avtomobilu razreda Golf lahko kupimo opremo, ki je sposobna se izogibati trkom, pešcem, naletom, ampak
V prihodnosti se nam da obetajo avtonomna leteča vozila. Potem prepoznava obrazov, govora, objektov, tehnologije, ki so seveda nedvomno uporabljene že v prej omenjenih sistemih, so danes prisotne na vsakem boljšem pametnem telefonu, kjer ga lahko odklenemo samo s tem, da pogledamo v telefon in nas ta telefon prepozna. Trgovanje na borzah, algoritmi računalniški so prisotni že vrsto let na borzah, kar je mogoče še posebej zanimivo v luči dogodkov izpred 10 let, ko smo imeli veliko finančno krizo. Napovedovanje dogodkov z uporabo umetne inteligence se je zdelo še nekaj časa nazaj zelo futuristično. V filmu Minority Report smo videli eno tako ekstremno verzijo tega, ampak dejstvo je, da v določenih državah se ta tehnologija že uporablja za napovedovanje dogodkov in pred kratkim sem naletel na neko predstavitev, ki govori o tem, da bo tako napovedovanje relativno hitro mogoče. In mogoče še malo bolj eksotično področje, umetniško ustvarjanje, torej že nekaj časa je znano, da so računalniški algoritmi sposobni napisati skladbo in to celo za cel orkester ali pa narisati sliko. In pred kratkim se je na dražbi pri Christieju prodala umetniška slika, ki jo je narisal računalnik, seveda se je učil na velikem setu obstoječih slik za $450,000. Tako da umetniki se verjetno tolčejo po glavi in si mislijo, da gre spet še za eno nelojalno konkurenco. To je eno področje. Drugo področje, ki je meni zelo ljubo, je področje navidezne in nadgrajene resničnosti. To je že precej zrelo področje v smislu komercialne uporabe. Imamo številne rešitve in tudi številna seveda področja uporabe. Mogoče prvo, ker smo na fakulteti, je področje izobraževanja, se pravi s to tehnologijo virtualne resničnosti lahko učencem prikažemo vse od nivoja atomov pa vse do medplanetarnih sistemov in vse vmes. Za zabavo, šport obstajajo že številne rešitve, kjer se lahko virtualno predstavimo na stadion in gledamo tekmo z 360-stopinjskimi posnetki iz domačega kavča, kot da bi bili tam prisotni. Medicina in terapija sta zanimivi področji. Turizem, danes imamo komercialno dosegljive aplikacije, kjer se lahko v eni minuti predstavimo iz katedrale Svetega Petra v Rimu na Topkapi v Istanbul in takoj zatem na vrh Mount Everesta. To je danes že vse čist dosegljivo. Eno zanimivo področje je tudi industrija in pa kmetijstvo, kjer skušamo s tehnologijami virtualne in nadgrajene resničnosti inženirjem pomagati si bolj predstavljati določene procese, bodisi stališča izobraževanja ali pa čiste operative. In tukaj bi mogoče izpostavil dve rešitvi, pri katerih so sodelovali oziroma so jih razvili naši študentje. Eno je rešitev nadgrajene resničnosti, aplikacija na očalih Microsoft HoloLens, ki omogoča ob gledanju v spremljanju nogometne tekme oziroma kjerkoli drugega športa virtualen prikaz dodatnih statistik v prostoru okrog televizijskega sprejemnika. Druga, verjetno še malo bolj zveličavna rešitev, pa je rešitev, ki omogoča terapijo pacientom s Parkinsonovo boleznijo, ki smo razvili skupaj v tesnem sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča. Tako da se lahko tudi mi pohvalimo z določenimi dosežki na tem področju. Tretje zanimivo področje so digitalni ekosistemi in pa internet stvari. Tukaj gre za področje, kjer se uporabljajo številni senzori, bodisi medicinski senzori, ki merijo naše številne biometrične parametre, bodisi okoljski senzori, ki merijo kvaliteto zraka in njegovo onesnaženost, senzori, ki ugotavljajo, kakšno je stanje v prometu, spet podobno povezavi z drugimi tehnologijami, senzori v industriji 4.0 in v kmetijstvu. Pametni domovi so pa tudi že dejstvo. Večina domov, če se odločimo za to, lahko opremimo številnimi napravami, kjer sistem se zaveda temperature, porabe energije, odprtosti oken, koliko piha veter in lahko nadaljavo dobesedno upravljamo vse te sisteme. Ne moramo pa tudi mimo tehnologije bločnih verig, ki ne glede na trenutno vrednost kriptovalut res veliko obetajo in se zdi, da bodo uporabne praktično na vseh področjih. Na koncu pridemo do bolj kot tehnoloških dosežkov, do nekih področij uporabe, čemur jaz rečem vse prisotna povezljivost. Vsak od nas ima v žepu vsaj eno pametno napravo, to je naš pametni telefon, ki je zopet opremljen številnimi senzorji, nekateri imajo še pametno uro, pametne superge, pameten štedilnik, hladilnik, praktično vse naprave so danes opremljene senzorji in povezane v internet. Če tukaj dodamo zraven še socialna omrežja, ki imajo več milijard uporabnikov po celem svetu,
in vemo, kaj vse so posamezniki pripravljeni deliti preko teh socialnih omrežij, kakšne detajle podatkov, lahko vprašamo, kaj vse je na voljo na tem internetu. Spletno nakupovanje, elektronsko plačevanje in pa lokacijska osveščenost aplikacij so danes dejstvo. Se pravi, tukaj niti ne gre za neke prihodne tehnologije, ampak za današnje tehnologije. Skratka, zdi se, da je prihodnost strašno svetla. Z uporabo vseh teh tehnologij lahko mi bistveno bolje, lažje in učinkovito delamo. Promet bo bistveno bolj varen, prometnih nesreč skoraj ne bo več. Lahko delamo zelo dobro diagnostiko, praktično v realnem času z vsemi senzorji, ki jih bomo v kratkem imeli verjetno vgrajene na telo, v telo. Tukaj je že precej enih primerov, kjer imamo senzorje, neke naprave že v telesu, bomo lahko zelo hitro in zgodaj odkrivali obolenja in jih seveda toliko bolj učinkovito zdravili. Poraba energije, ki je seveda velik problem na tem našem planetu, se bo lahko ustrezno zmanjšala z uporabo vseh teh tehnologij, z zgodnjim zaznavanjem izpustov, z boljšim upravljanjem z energijo in tako naprej. In seveda tudi industrijski procesi se bodo z uporabo novih tehnologij zelo izboljšali, pocenili, pohitrili, zoptimizirali. Ampak dejstvo je pa tudi to, da že nekaj časa govorimo o tem, da so podatki nova nafta. In že vrsto let na vrhu borznih lestvic kraljujejo tehnološki velikani in ne več naftna podjetja. In kot vemo, seveda, moč, vpliv, kot pravimo, znajo pokvariti človeka. In zato pridemo tudi do druge plati te zgodbe in tega strašnega tehnološkega razvoja. Sploh v zadnjem letu, pa v zadnjih nekaj letih, smo bili priča kar precej nekim zgodbam in nekim škandalom, povezanih z najnovejšimi tehnologijami, socialnimi omrežji, obdelavami podatkov. Verjetno najbolj v nebo vpijoč primer je bila afera podjetij Facebooka in pa Cambridge Analytike, kjer je šlo za, dostop do osebnih podatkov na Facebooku nekaj 100 000 uporabnikov, na podlagi katerih so lahko prišli do podatkov, mislim, da 87 milijonov uporabnikov. In še bolj se lahko zgrozimo, ko vidimo, kaj je bila osnovna dejavnost podjetja Cambridge Analytica. To podjetje je šlo seveda takoj za tem v stečaj, njihova spletna stran ni več dosegljiva, čeprav občasno je še. Jaz sem ravno včeraj uspel še enkrat to spletno stran odpreti. Če pogledamo, s čim se je to podjetje ukvarjalo, vidimo, da se ukvarja z oblikovanjem obnašanja ljudi na osnovi podatkov. Bolj konkretno, ukvarjali so se z političnim oblikovanjem mnenja uporabnikov. In delno so imeli to na spletni strani, delno iz teh skritih kamer je jasno, da so se vodilni možje v tem podjetju hvalili s tem, da znajo prirediti rezultate volitev. In so prav konkretne države omenjali. Zdaj, če to postavimo v kontekst, leta 2016, ko so se zgodila dva relativno majhna, malo verjetna dogodka, se pravi v Veliki Britaniji in v ZDA, ti podatki dobijo čist drugo perspektivo. To je bila ena zgodba. Druga, morda omembe vredna zgodba, je zgodba podjetja Samsung. Podjetje Samsung, tako kot številna druga podjetja množične elektronike, seveda proizvaja televizorje, ki jih je možno upravljati tudi z glasom in tudi z gestami in na druge načine. Zdaj, problem podjetja Samsung je bil v tem, da se je izkazalo, da njihovi televizorji niso poslušali uporabnikov samo takrat, ko je uporabnik pritisnil na gumb, s katerim je želel televizorju sporočiti, naj posluša njegove govorne ukaze, ampak so kar snemali. Televizorji so poslušali dogajanje v dnevnih sobah. Uradno obvestilo in razlaga podjetja Samsung je bila, da so to počeli zato, da so izboljšali delovanje svojih algoritmov za prepoznavo govora. Verjemi, kdor hoče. In pa tretje podjetje, ki ni bilo sicer pretvorjeno nobeno večjo afero, ampak so pa stalno omenjeni, je seveda naš ljubi Google. Google je brez dvoma podjetje, ki ima daleč največ podatkov o nas uporabnikih. Njihov operacijski sistem Android je nameščen na 82% vseh mobilnih naprav, kar pomeni več milijard naprav.
Njihov operacijski sistem oziroma brskalnik Chrome je eden najbolj popularnih brskalnikov. Njihov sistem za navigacijo Google Maps je ena najbolj popularnih orodij za navigacijo. Imajo res številne rešitve, vključno z YouTubeom, ki je najbolj popularno spletišče za videoposnetke. Se pravi, Google ima o nas toliko podatkov kot nihče drug. In dejansko si lahko vsak od nas na njihovi spletni strani pogleda, kaj vse Google ve o nas. In priporočam vsakomur, da si gre to pogledati. To je res fascinantno, kaj Google ve o naši zgodovini brskanja, o našem gibanju po celem svetu, o naših ogledih, posnetkov in tako naprej. Še bolj zanimivo je to, da se v letošnjem letu Googleov tako imenovani Code of Conduct, oziroma njihova pravila obnašanja za svoje zaposlene, spremenil. Namreč ena od zelo pomembnih manter vsa ta leta, vodil, gesel, je bilo Don't be evil. Letos je to geslo se kar zgubilo in je bilo nadomeščeno z geslom Do the right thing. In Don't be evil se pojavi dejansko samo še v zadnji vrstici tega njihovega Code of Conduct. Morda naključje, morda ne. Kaj je zdaj posledica vsega tega? Seveda potekajo številne tožbe proti tem podjetjem, Facebooku, Googlu, zaradi nedovoljene prepoznave in označevanja oseb na slikah, zaradi nebeleženja naročnikov političnih oglasov, zaradi nedovoljenega lokacijskega sledenja, kljub temu, da je uporabnik izklopil vse to na napravah, zbiranja deljenja podatkov in tako naprej. To seveda je nek, bom rekel, logična posledica, ampak dejstvo je, da kazni, ki jih ta podjetja dobijo, v praksi predstavljajo za njih, bom rekel, zelo zanemrljivo majhne vsote. In dejansko se jih to prav zelo ne dotakne. Ampak tukaj je še en aspekt te zgodbe. Se pravi, tukaj imamo tehnološke velikane, ki res obvladujejo strašno veliko naših podatkov. Imamo pa tudi države, posebne države, in tukaj seveda je na prvem mestu Kitajska. Kitajska je bila tradicionalno vedno neke vrste avtoritarna država. Najprej so imeli cesarje, ki so jih zamenjali za vladavino ene stranke, ampak so pa v zadnjih morda 10-15 letih zelo se odločili razviti se v napredno tehnološko državo in jim gre pri tem zelo, zelo dobro. Se pravi, posledica je, da so zelo dobro informatizirani, povezani, opremljeni z modernimi napravami. In na Kitajskem je najbolj popularna aplikacija WeChat. Kot lahko sklepamo po imenu, je to aplikacija za komunikacijo in dejansko se je ta aplikacija začela kot aplikacijo za izmenjavo tekstovnih sporočil. Zatem je prerasla in dobivala nove funkcionalnosti, danes omogoča glasovno komunikacijo, videokomunikacijo, plačevanje, nakupe, celo svojim brezdomcem. Kitajci ne mečejo več kovancev v klobuk, ampak imajo brezdomci okrog vratu obešene QR kode in jih s to aplikacijo poslikajo in jim na ta način elektronsko nakažejo denar. S to aplikacijo lahko rezervirajo letalske polete, železniški prevoz, kupujejo filme, glasbo, praktično vse. To pomeni, da ima eno podjetje, ena aplikacija spet neverjetno veliko količino podatkov o svojih uporabnikih. Seveda lokacijskega sledenja tukaj sploh posebej ni treba omenjati. Če k temu dodamo dejstvo, da je danes na Kitajskem približno 170 milijonov videonadzornih kamer in da je Peking popolnoma pokrit z videonadzorom, do leta 2020 pa planirajo to število razširiti na 450 milijonov kamer, je jasno, da hočejo imeti popolno kontrolo nad svojimi državljani. In da to ne bi bilo dovolj, verjetno ste že slišali in prebrali, da na Kitajskem svoje državljane, bom rekel, označujejo z nekim indeksom družbene primernosti, tako imenovani social rating, ki ga državljani dobijo na podlagi svojega obnašanja, ki ga seveda zaznavajo preko takih aplikacij. Če povem zelo poenostavljeno, če podpišeš kakšno peticijo, se pogovarjaš o kakšni pobudi zoper državo in tako naprej, ti ta rating seveda pada. Ne samo to, če imajo tvoji prijatelji nizek rating, boš imel tudi ti nižji rating. Tako kot Google PageRank, kjer, bom rekel, je relevantnost določene strani odvisna od strani, ki kažejo nate. To je precej zaskrbljujoče, namreč posledica
nizkega rejtinga družbene ustreznosti pomeni, da ne boš mogel dobiti dobrih služb, da ne boš se mogel na fakultete vpisati, ne boš dobil kredita v banki in verjetno, torej ena od zagroženih kazni je tudi, da ti bodo zmanjšali hitrost interneta. To se ljudem zdi še najhujš verjetno. Precej, da bi rekel, zaskrbljujoče. Tako da včasih se zdi, da sta bila Orwell pa Huxley prava optimista. Ne? Ampak seveda, ne smemo biti kot črnogledi. Dejstvo je, da se moramo odločiti, kako naprej v tej situaciji. Na Zahodu vsaj se zavedamo teh problemov in seveda ni rešitev to, kar so delali ludisti v začetku 19. stoletja, ko so razbijali stroje, upajoč, da da jim ne bodo več jemali delovnih mest. Brez dvoma moramo sprejeti to tehnologijo, ki je že tako ali tako utkana vse pore naše družbe in jo, koristno uporabiti. In tukaj mislim, da imamo nekako dve možnosti, dve poti, ki jih moramo zasledovati. Ena je brez dvoma upravljanje in regulacija neželenih posledic razvoja. In prvi korak v tej smeri, prav letos smo dobili nov evropski zakon GDPR o obdelavi podatkov, ki nam je seveda vsem povzročil nemalo težav oziroma birokratskih zadev, podpisali smo veliko število obrazcev, ampak osnovni namen je dober in pravi. Brez dvoma gre za zaščito uporabnika, da ima nadzor nad podatki, ki jih zbirajo tehnološka podjetja, država in kdorkoli, in da se vsaj zaveda tega, kaj je v njemu zbrano, ima seveda možnost, da se ti podatki izbrišejo. Obstaja seveda še vrsta drugih zakonov, ne bomo vseh obdelovali, ampak čisto kot zanimivost, prav včeraj dopoldan je na Svetu Evrope v Strasbourgu v okviru Komisije za učinkovitost sodstva bila sprejeta etična listina o uporabi umetne inteligence v sodstvu. Jaz sem bil prav presenečen, nisem se niti zavedal dejstva, da se tudi v sodstvu uporablja umetna inteligenca, ampak dejstvo je, da skušajo z algoritmi umetne inteligence bolj pošteno, bolj učinkovito izračunavati razne parametre, če ne drugega neke, v sodnih sporih poravnave, zneske, ki pripadajo eni in drugi strani in tako naprej. In osnovni namen je, da bi čim bolj zmanjšali diskriminacijo ljudi. Vemo iz izkušenj Microsoftovega chatbota, ki so ga lansirali pred kratkim, da lahko tako umetno inteligenco zelo hitro naredimo, zelo rasistično, bom rekel, in se neprimerno obnaša. To je bilo pred kratkim, so ga kar umaknili iz interneta. Torej, to je en način. Drug način je pa seveda preventiva. Vedno bolj pogosto poslušamo o digitalni etiki, kot pojmu, ki se mora vse bolj uveljaviti in s tem se lahko globoko strinjam in bil sem kar prijetno presenečen, ko sem našel številne primere, se pravi ugledne univerze, kot so Oxford, Cambridge, MIT in druge, so vse ustanovile bodisi komisije, laboratorije, oddelke za digitalno etiko in v tem okviru se ukvarjajo z ustreznostjo uporabe modernih tehnologij. Bil sem tudi zelo prijetno presenečen, ko sem videl, da naša krovna organizacija IEEE ima tudi tako imenovano inicijativo za etično ravnanje pri inteligentnih in avtonomnih sistemih. To je en aspekt tega. Drug aspekt ali pa drug del naloge pa pripada nam pedagogom, ki na študente prenašamo številna tehnološka znanja in mislim, da je naša dolžnost, da jih poleg s tehnološkimi znanji oborožimo tudi z nekim zavedanjem o možnostih zlorabe teh tehnologij, slabe uporabe teh tehnologij, tako da bodo dobili cel komplet in oboje, da se bodo zavedali, na kakšen način se določene tehnologije lahko uporabijo. Ker algoritmi, računalniki sami po sebi niso etični. Etični so toliko, kolikor smo mi, ki jih razvijamo ali pa upravljamo etični in tega se moramo vsi zavedati. Tako da, če zaključim z mislijo velikega uma, ki je v svojem življenju izkusil zelo brutalno uporabo moderne tehnologije, Einstein je rekel, naj duh človečnosti prevlada nad tehnologijo. Hvala lepa. Ja, kdo ve, kako bo tale prireditev izgledala čez nekaj let, oziroma desetletij, bo mogoče robot tukaj le stal.
Hvala lepa za tole zanimivo predavanje. Preverimo Google, ko pridemo domov, kaj vejo o nas. No, mi pa nadaljujemo z našo prireditvijo. Že v uvodu sem omenila, da so razlogi za današnje srečanje veliki dosežki na znanstvenem in raziskovalnem področju Fakultete za elektrotehniko in ja, veliko jih je bilo. Preden pa začnemo z njihovo napovedjo, pa še opomba glede ploskanja. Sistem smo uvedli pred 4 leti in verjamem, da ga že dodobra poznate, pa vendarle za osvežitev spomina naj ponovimo. Vsekakor vsi se prav gotovo strinjamo, da si vsi nagrajenci zaslužite velik in bučen aplavz, vendar da bo prireditev potekala čim bolj tekoče, bomo zaploskali ob koncu vsakega sklopa, pa naj bo takrat aplavz bučen, iskren ter namenjen prav vsakemu nagrajencu. Bo v redu tako? Nadaljujemo z istim sistemom? Kar pogumno. Dobro, v redu. No pa začnimo z odmevnimi dosežki, za katere v času tedna univerze Univerza v Ljubljani vsako leto podeljuje nagrade in priznanja za izjemne dosežke sodelavcem, študentom in partnerjem, med katerimi ste tudi predstavniki Fakultete za elektrotehniko. Naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju znanosti je Univerza v Ljubljani letos podelila doktorju Luisu Miru. Dr. Luis Mir je zaposlen kot raziskovalec v raziskovalnem centru za rakova obolenja Gustave Roussy v Villejuiru v Franciji. Je pionir elektrokemoterapije, objavil pa je tudi številne ključne članke za področje genske elektrotransfekcije in vivo in irreverzibilne elektroporacije kot ablacijske metode. Znanstveno sodelovanje s profesorjem Damjanom Minklavčičem je do sedaj obrodilo več kot 30 znanstvenih člankov v soavtorstvu, 5 mednarodnih patentov ter 2 doktorata v somentorstvu po pogodbi med univerzama v Ljubljani in Parizu. Dr. Mir sodi v sam svetovni vrh znanstvenikov, ki so s svojim raziskovalnim delom ter rezultati bistveno presegli meje svoje matične vede. Rezultati pa imajo pomemben vpliv na razvoj biologije in medicine. Profesor Dr. Mir, congratulations. Zlata plaketa Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda je bila letos podeljena profesorju dr. Rafaelu Mihaliču. Profesor dr. Mihalič je vodilni strokovnjak z področja elektroenergetike v Sloveniji, priznan pa je tudi v tujini. Svojim delom je postavil Slovenijo na svetovni zemljevid facts naprav. Je cenjen pedagog in mentor, zaveda se tudi družbenih izzivov, povezanih z elektroenergetiko, ki jih poskuša poljudno predstaviti in tako zmanjšati strah družbe pred njimi. Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem Univerza v Ljubljani podeljuje za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke. Za leto 2018 je univerza priznanje podelila tudi dr. Sebastianu Šlajpahu. Odlikuje ga vzoren odnos do študentov, pripravlja gradiva, pripomočke ter vodi laboratorijske vaje. Vpet je v robotsko delavnico na poletnem taboru inovativnih tehnologij, sodeluje pri dnevih industrijske robotike in pri projektih po kreativni poti do praktičnega znanja. Posebej se je izkazal kot mentor pri robotskem invalidskem vozičku Cybatlon. Vodi skupino študentov, ki v Revozu sodelujejo pri uvajanju 150 industrijskih robotov, raziskovalno pa je deloval v H2020 projektu Cyberlex. Letošnja prejemnica strokovnega priznanja oziroma priznanja strokovnim sodelavcem pa je gospa Marjanca Rebernik. Marjanca Rebernik celovito podporo učiteljem in študentom pri izvajanju pedagoške dejavnosti na vseh 3 stopnjah že vrsto let pomembno prispeva k boljšemu delovanju fakultete. Študentska pisarna se je pod njenim vodstvom uspešno odzvala na izzive, ki jih prinaša internacionalizacija in vedno večje število tujih študentov. Je prijazna vodja svojemu kolektivu ter marljiva in korektna sodelavka vsem sodelavcem na fakulteti.
Svečana listina za študente Univerze v Ljubljani za najboljše dosežke, študijske dosežke, bo jutri podeljena Gašparju Podobniku in Roku Šikonji. Gašpar Podobnik se je na univerzitetni študijski program elektrotehnika vpisal v študijskem letu 2015-2016 in študij redno zaključil julija letos s povprečno oceno 10. Študentsko mnenje zastopa v fakultetnih organih in komisijah, v prostem času se ukvarja s košarko, badmintonom ter kolesarstvom, s projekti Do It Yourself ter z inštrukcijami iz matematike. Univerzitetnemu študijskemu programu elektrotehnika pa se je v istem letu kot Gašper pridružil tudi Rok Šikonja in študij redno zaključil letos poleti, prav tako skupno povprečno oceno čisto 10. Študentsko mnenje zastopa v fakultetnih organih in komisijah, poleg tega pa sodeluje v številnih študentskih projektih, v reviji Zvitica in pri pripravi eksperimentov za oddajo Male sive celice. Aktivno se ukvarja s športom, igra rokomet in sodeluje v teku trojk. No, nekoč sem nekje prebrala, da je posledica športne aktivnosti tudi boljše delovanje malih sivih celic in kot smo ravnokar slišali, sta tudi Gašper in Rok velika športna navdušenca. Torej gotovo se tudi one dva skupaj z vsemi nami strinjata, da šport pripomore k boljšemu delovanju možganov. Se strinjate s tem? Ja. Potem pa jutri za dobro jutro vsi malo pošportati, pa bo danes še nekoliko bolj produktiven, če je temu res tako. No, nadaljujemo pa z rektorjevim priznanjem. Rektorjevo priznanje študentom Univerze v Ljubljani za posebne dosežke bo v četrtek podeljeno društvu ESTEC Ljubljana, ki že vrsto let organizira dogodke, ki študentom tehničnih in drugih strok omogočajo, da se spoznajo z aktualnim dogajanjem v tehniških sferah. Vsako leto izvedejo njihov največji dogodek, tako imenovani Job Fair, kjer se predstavijo številna podjetja, ki iščejo kadre z tehnoloških fakultet. S to dejavnostjo igra društvo ESTEC pomembno vlogo pri kvalitetnem obštudijskem programu za študente Univerze v Ljubljani. Nadaljujemo pa z najodmevnejšimi raziskovalnimi dosežki Univerze v Ljubljani. Komisija za raziskovalno delo Univerze v Ljubljani je med najodmevnejše dosežke v letu 2018 uvrstila 2 raziskovalna dosežka. Prvi je invalidski voziček, ki je kos tudi stopnicam. Avtorjem, profesorju dr. Matjaža Mihelja, asistenta dr. Janeza Podobnika, asistenta dr. Jureta Rejca, asistenta dr. Sebastiana Šlajpaha in profesorja dr. Marka Muniha. Drugi dosežek pa je naslovljen z jedrsko magnetno resonanco do kontrole vodenja anaerobnih procesov. Gre sicer za projekt Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, je pa pri njem sodeloval tudi naš sodelavec in sicer izredni profesor dr. Boštjan Murovec. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem Univerze v Ljubljani in iskrena hvala za vaše delo in prispevke. Od odmevnih in najodmevnejših dosežkov Univerze v Ljubljani pa k dosežkom sodelavcem in diplomantov Fakultete za elektrotehniko. V sklopu mednarodne konference o biometriji je v letu 2018 potekalo že 3. tekmovanje v segmentaciji očesne beločnice. Namen tekmovanja je bil preizkusiti najnaprednejše algoritme za segmentacijo beločnice iz slik zajetih z visokokakovostno kamero ter slik zajetih z mobilnimi napravami. Po zmagi na tekmovanju v letu 2017 je ekipa, sestavljena iz članov Fakultete za elektrotehniko ter Fakultete za računalništvo in informatiko, uspeh ponovila tudi letos. Na mednarodni konferenci IEEE je docent dr. Boštjan Batagel dobil nagrado za najboljši članek z naslovom Multicore Optical Fiber in a Passive Optical Local Area Network. Dr. Marko Jošt, ki je na podoktorskem usposabljanju na Helmholtz centrum v Berlinu, je sodelavci izdelal rekordno tandemsko perovskitno silicijevo sončno celico, ki je z optimizirano optično folijo dosegla 25,5% učinkovitost pretvorbe svetlobne energije v električno.
Rezultate raziskav, ki so plod bilateralnega nemško-slovenskega projekta, so Marko Jošt kot prvi avtor, Benjamin Lipovšek, Janez Krč in Marko Topič kot soavtorji objavili v prestižni reviji Energy and Environmental Science, ki ima faktor vpliva preko 30 in sodi v sam vrh znanstvenih revij z področja energetike. Docentka doktorica Emilija Stojmenova Duh je edina predstavnica Slovenije med 50 ženskami na vodilnih položajih na področju IKT z celotnega sveta, ki je bila na pobudo ameriškega veleposlaništva v Sloveniji izbrana za udeležbo v projektu #HiddenNoMore oziroma nič več skrite. Namen projekta je raziskati prispevek žensk znanosti, tehnologiji, tehniki, umetnosti in matematiki prek raziskav in razvoja, izobraževanja in poučevanja, vodenja in oblikovanja javne politike. Doktorica Stojmenova je bila izbrana na podlagi raziskovalnega dela na FE ter posebej koordinacije mreže FabLab Slovenija. No, HiddenNoMore in tale zadnji citat v predavanju pa me je spomnil tudi na prvo ženo Alberta Einsteina, to je bila Mileva Marić, srbska matematičarka, za mnoge prva ženska, ki je zares pustila vtis in napravila nekaj pomembnega v znanosti. No, zgodovinarji si sicer niso popolnoma enotni, je Mileva le sodelovala pri Einsteinovih projektih oziroma je bila mogoče tudi njihova soavtorica. Dejstvo pa je, da je bila njegova žena prav v času, ko je bil najbolj uspešen na svojem raziskovalnem področju. Kljub vsemu temu pa je ostala skrita v njegovi senci. No, verjamem, da projekti, kot je #HiddenNoMore, vsekakor pripomorejo k temu, da ženske ne bodo več skrite v znanosti ter pa na drugih področjih. No, od skritih talentov pa k tistim odkritim, ki v kombinaciji s trdim delom svoje dosežke predstavljajo vsaka 4 leta na svetovni fotovoltaični konferenci v organizaciji ameriške, evropske in azijsko-pacifiške regije. Junija letos je na Havajih potekala 7. svetovna fotovoltaična konferenca, na kateri je preko 1800 delegatov iz več kot 70 držav spremljalo 1250 predstavitev. Kot podpredsednik svetovno fotovoltaične konference je sodeloval profesor dr. Marko Topič. Docent dr. Bor Kos je na konferenci BioM 2018 prejel nagrado Alessandro Ciabrera, ki jo podeljuje združenje European Bioelectromagnetics Association. Namen nagrade je v spodbujanju odličnosti v mednarodni skupnosti raziskovalcev na področju bioelektromagnetike in prepoznavanje izjemnih znanstvenih prispevkov raziskovalcev na začetku kariere. Nagrado je prejel za svoje delo na področju načrtovanja zdravljenja za terapije, ki temeljijo na elektroporaciji. Nadaljujemo pa z napovedjo Bedjaničevih nagrad, ki se podeljujejo za izjemna akademska dela z področja elektroenergetike in avtomatizacije. Po sklepu komisije bo Bedjaničevo nagrado za letošnje leto za magistrsko delo na predlog Fakultete za elektrotehniko prejel Martin Rožej za delo z naslovom Enofazni serijski aktivni močnostni filter, ki ga je izdelal pod mentorstvom docenta dr. Mitja Nemca. Bedjaničeve nagrade za letošnjo leto bodo podeljene na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in sicer čez 10 dni, vsem nagrajencem pa že sedaj čestitamo. Še naprej pa smo pri dosežkih sodelavcev in diplomantov fakultete. Na mednarodni konferenci International Beam Instrumentation Conference v Šanghaju je profesor dr. Matjaž Vidmar imel vabljeno uvodno predavanje z naslovom Noise in Radio and Optical Communications. Evropsko združenje za varnost in zanesljivost vsako leto organizira znanstveno konferenco, ki so jo v zadnjih letih udeležuje letno preko 400 znanstvenikov, raziskovalcev in inženirjev, ki delujejo na teh področjih. Na letošnji konferenci, ki je potekala julija v Trondheimu na Norveškem, je nov predsednik Evropskega združenja za varnost in zanesljivost postal izredni profesor dr. Marko Čepin.
Doktorica Tina Batista Napotnik in profesor dr. Damijan Miklavčič iz Laboratorija za biokibernetiko sta soavtorja članka z naslovom Nanosecond Electric Pulses Cause Mitochondrial Membrane Permeabilization in Jurkat Cells, ki je leta 2012 izšel v znanstveni reviji Bioelectromagnetics s faktorjem vpliva 2. Združenje, ki revijo izdaja, je članku podelilo priznanje za najvplivnejši članek, objavljen v omenjeni reviji v obdobju od leta 2012 do 2016. Krka vsako leto mladim raziskovalcem podeli Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Med prejemniki nagrade za talentirane mlade raziskovalce je letos tudi asistentka doktorica Janja Darmol-Černe z mentorjem profesorjem dr. Damijanom Miklavčičem in somentorjem profesorjem dr. Gregorjem Seršo. Nagrado je prejela za doktorsko dizertacijo z naslovom Matematično modeliranje sprememb električnih lastnosti tkiv in transporta prek celične membrane pri elektroporaciji. Tjaša Potočnik, mlada raziskovalka v Laboratoriju za biokibernetiko, je na konferenci IMF World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields v Splitu prejela nagrado za najboljši študentski prispevek. Prispevek z naslovom Cell Membrane Permeabilization and Cell Survivor After Electroporation in Acidic Media in vitro je pripravila pod članstvom oziroma pod mentorstvom izredne profesorice doktorice Alenke Maček-Lebar. Čestitke in aplavz za vse dosežke sodelavcev in diplomantov Fakultete za elektrotehniko. Od konferenc, dosežkov in prispevkov pa k odmevnim projektom. Svetovno odmevnost je letos dosegla medlaboratorijska primerjava, ki sta jo Agencija Republike Slovenije za okolje in Laboratorij za meteorologijo in kakovost Fakultete za elektrotehniko organizirala v sklopu Svetovne meteorološke organizacije. Pri medlaboratorijskih primerjavah gre za organizacijo, izvedbo in ovrednotenje rezultatov merjenja istih ali podobnih vzorcev, ki jih opravi več laboratorijev v skladu z naprej določenimi pogoji. Omenjena medlaboratorijska primerjava je bila organizirana v meteorološki skupnosti na področju merjenja temperature, vlažnosti in tlaka. Koncept te primerjave ter njene obdelave rezultatov pa je bil razširjen na trenutno aktivno medlaboratorijsko primerjavo v regionalnem združenju World Meteorology Organization za Azijo in Avstralijo in predstavlja podsklop medlaboratorijskih primerjav v Evropi. Evropski rezultati so predstavljeni v poročilu Svetovne organizacije in objavljeni v SCI indeksirani reviji v prvem kvartilu. Študija avtorjev Gabra Begeša, Jovana Bojkovskega, Janka Drnovška in Draga Groslja tako dobiva globalen pomen in predstavlja pomemben prispevek meteorologije za meteorologijo pri opazovanju klimatskih razmer. V Sloveniji smo v času Evropskega tedna robotike dobili tudi Center za sodelujočo robotiko, ki je svoja vrata na Fakulteti za elektrotehniko odprl v preteklem mesecu. Center, ki je bil ustanovljen v sklopu Laboratorija za robotiko, združuje znanje in inovativnost z odličnostjo z področja sodelujoče robotike. Jedro opreme centra sestavlja flota sodelujočih robotov, ki predstavlja najsodobnejšo robotsko tehnologijo. Roboti so opremljeni z najnovejšimi prijemali, senzorji, sil in navorov, kamerami, varnostnimi sistemi in ostalo periferijo. Delovanje centra zajema raziskovalno razvojna dejavnost, tako v sklopu domačih kot tudi mednarodnih projektov. Poleg tega pa se bo študentom omogočilo delo na najsodobnejši opremi, ki šele prihaja v industrijsko okolje in tako poskrbelo za ustrezno znanje bodočega kadra. Vzporedno z odprtjem centra je potekala tudi okrogla miza na temo uporabe sodelujočih robotov v industriji, ki je potrdila interes industrije za te tehnologije.
Ja, v čarobnem decembrskem času smo trenutno, to je tisto obdobje v letu, ki je polno stiskov rok, dobrih želja in seveda tudi tistih osebnih novoletnih zaobljub ali pa ciljev za bodoče leto. No, angleško govoreča populacija ima prav simpatičen izraz za vse to, to je tako imenovan bucket list. To je torej tisti seznam stvari, ki jih moramo narediti oziroma stvari, ki se jih moramo lotiti pred koncem našega življenja. No, seznam se vsaj pri meni vse bolj daljša, ravno prejšnji teden pa sem prebrala v nekem članku, da naj bi na ta seznam uvrstili tudi tisto, veste, ko vstavite neko sporočilo v steklenico in jo potem vržete v morje in upate, da bo prišla do nekega prejemnika, ki bo to sporočilo nekoč prebral. No, vsestranska Kanačanka Margaret Atwood, pisateljica, pesnica, okoljevarstvenica, izumiteljica in še kaj bi se našlo, je nekoč dejala, da je izdati knjigo nekako tako, kot vtakniti sporočilo v steklenico in jo vreči v morje. Nekatere steklenice potonejo, druge varno pristanejo na kopnem, kjer nekdo vaše sporočilo prebere in ga mogoče ceni, mogoče ga pa tudi malo napačno razlaga. Torej, kot avtor nikoli ne veš, kdo natančno bodo tvoji bralci. Ja, res je, kot avtorji knjig nikoli natančno ne moremo vedeti, kdo bodo naši bralci, lahko pa to zelo dobro predvidevamo in svoje pisanje mogoče nekoliko prilagodimo. Robotics Second Edition je druga dopolnjena izdaja učbenika robotike, ki je v letu 2010 prejel naslov Outstanding Academic Title Distinction v reviji Choice. Prva izdaja ima kar 39.000 prenosov, nahaja se v preko 700 knjižnicah po svetu, za poučevanje pa se uporablja na več univerzah v tujini. Knjiga je nastala v soavtorstvu naših sodelavcev Matjaža Mihelja, Tadeja Bajda, Aleša Odeta, Jadrana Lenarčiča, Aleša Stanovnika, Marka Muniha, Jureta Rejca in Sebastiana Šlajpaha. No, še dve monografiji sta bili izdani letos, to pa sta Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly, volume 27 and volume 28. Eden od treh urednikov pa je tudi profesor dr. Aleš Iglič. Od knjig pa k patentom. Pri prvem predstavljenem patentu je bil patentiran postopek samonastavljanja prediktivnega funkcijskega regulatorja. Metoda temelji na neparametričnem modelu procesa, ki poenostavi postopek, saj omogoča, da pri bistveno manjšem številu ocenjevanih parametrov dosežemo višjo kvaliteto vodenja. Drugi patent, ki prav tako kot prvi izhaja iz laboratorija za avtonomne mobilne sisteme, je bil podeljen za prototip rehabilitacijske naprave Hojca. To je naprava namenjena rehabilitaciji hoje pri pacientih, ki okrevajo po poškodbah živčnega sistema. Sistem temelji na mobilni platformi, ki s podpornim sistemom preprečuje nastanek poškodb pri pacih, hkrati pa omogoča kvantitativno ocenjevanje uporabnikovih namer pri spremembi hitrosti in smeri hoje. Ta ocena uporabnikovih namer predstavlja eno izmed referenčnih signalov pri vodenju pogonskega sistema naprave. Sodelavcema iz laboratorija za sevanje in optiko pa je bil podeljen evropski patent, v katerem je opisana metoda za regulacijo in stabilizacijo frekvence pri optoelektronskem oscilatorju, ki ima od vseh do sedaj poznanih virov najnižji fazni šum. Avtorji patenta so mu z inovativno idejo izboljšali še dolgotrajno stabilnost in omogočili nastavljanje frekvence, kar ga naredi zanimivega tudi za uporabo v omrežjih 5G na področju milimetrskih valov. Čestitke torej vsem, ki ste sodelovali pri projektih, izdanih knjigah in patentih. No, čas pa je že, da si privoščimo nekaj glasbenega predaha. Zaenkrat je december še bel, je pa do Božiča še kar nekaj časa in mogoče nam bodo prav te snežinke priklicali člani in članice vokalne skupine FE in glasbene skupine Kilovatna ura s pesmijo Let it snow oziroma Naj sneži.
Hvala lepa za tale zimski glasbeni predah vokalni skupini fakultete ter glasbeni skupini Kilovatna ura. Nadaljujemo pa s pregledom pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela na fakulteti ter tudi s prvimi podelitvami. Fakulteta za elektrotehniko je za svoje študijske programe obnovila mednarodno akreditacijo ASIN, katere ključna zahteva je bila, da se na študijskem programu prve stopnje elektrotehnika uvede zaključno delo, to je diploma. Večina primerljivih študijskih programov doma in v tujini to že vsebuje. Z uvedbo smo pridobili akreditacijo ASIN do vključno leta 2022. Študijski program Napredni elektroenergetski sistemi bo kot študijska smer druge stopnje na voljo v šolskem letu 2019-2020 in bo v celoti potekal v angleškem jeziku. Program bo združeval področja elektroenergetike, IKT, elektronike in avtomatike, ki so temelj sodobnih energetskih omrežij in sistemov. E-učilnico, namenjeno študentom, smo posodobili in vanjo integrirani sodelovalna in komunikacijska orodja, kot so med drugim webinar, spletna konferenca, video prenos v živo, nova EFE plus spletna učilnica v sistemu Moodle pa je povezana z repozitorijem in strežnikom multimedijskih vsebin. Spremembo pravil smo omogočili mentorstvo asistentom z doktoratom pri zaključnih delih, z brezpapirnim vpisom pa smo kot pri prvi na univerzi poenostavili in modernizirali vpis na fakulteto za elektrotehniko. Ter mimogrede rešili nekaj dreveske, ne da? No, vpis je sedaj popolnoma digitaliziran, kar močno poenostavi postopek za dijake, študente in delavke v študijskem sektorju. S prilagoditvijo vpisnih pogojev smo šli naproti tudi kandidatom za vpis iz srednjih elektrotehniških šol. No, kot zanimivost pa naj dodamo še posebno pridobitev preteklega šolskega leta, ni neka visoka tehnologija, ampak tako nekateri pedagogi kot tudi študenti so bili navdušeni nad uvedbo barvnih kret za pisanje po tablah. Ja, kakšen graf je pač gotovo bolj zanimiv v mavričnih barvah kot pa monotono bel. Študent naj bo je v naslovu ene svojih knjig zapisal že Franz Aleški Finžgar. Študenti so bili in študenti bodo, nekateri izmed njih pa si zaslužijo posebno pozornost in v današnjem primeru dekanovo pohvalo. Podelil jih bo seveda dekan, profesor dr. Gregor Dolinar, zato prosim, da se mi pridružite tule spredaj. Dekanovo pohvalo za zgledno opravljene študijske obveznosti v sklopu posameznega letnika prejmejo najboljši študenti v letniku kot spodbudo za nadaljnjo uspešno delo pri študiju in v poklicnem delu. Pohvaljeni študenti bodo prejeli knjigo avtorja Walterja Isaacsona Leonardo da Vinci. Vse študente, ki boste prejeli dekanovo pohvalo, prosim, da se nam pridružite tule spredaj in na to počakate še na skupinsko fotografijo. Za študijsko leto 2017-2018 prejmejo dekanovo pohvalo naslednji študenti. Iz prvega letnika univerzitetnega študija prve stopnje elektrotehnika je to Lucija Župevc. Iz drugega letnika Gašper Podobnik ter Rok Šikonja. Interdisciplinarni univerzitetni študij prve stopnje multimedija, tretji letnik Uroš Zoretič. Iz visokošolskega strokovnega študija prve stopnje aplikativna elektrotehnika, prav tako iz tretjega letnika Tadej Kaferle. Pa še na magistrski študij gremo, in sicer druge stopnje elektrotehnika, kar nekaj nagrajencev iz prvega letnika imamo. To so Uroš Hudomal, Aleksander Rajhart, Špela Tomšič, Jovančo Grozdanovski ter Jure Kopitar. Torej, Uroš, Aleksander, Špela, Jovančo in Jure so nagrajenci z magistrskega študija prvega letnika ter še iz drugega letnika Martin Pernuš,
ter Timotej Gruden. Študenti bodo torej prebirali o Leonardu da Vinciju, ki je prav gotovo marsikomu lahko v navdih. Leonardo nikoli ni prenehal sanjati in verjeti, kar ga je gnalo k novim odkritjem in izumom. Dragi študenti, verjemite vase tudi vi in nikoli ne prenehajte sanjati. Čestitke še enkrat. Hvala lepa. No, Leonardo da Vinci je kot levičar svoje sanje in ideje zapisoval zrcalno pisavo v svoje zvezke, danes pa svoje ideje lahko zapišemo na ogromno različnih načinov in upamo, da bodo tudi uresničene v sklopu recimo znanstveno-raziskovalnega dela. V letošnjem letu se je na fakulteti izvajalo 14 raziskovalnih programov in en infrastrukturni center. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je sofinancirala tudi 32 raziskovalnih projektov, ki so se izvajali na fakulteti, od tega pa je bilo 23 temeljnih, 8 aplikativnih in en podoktorski projekt. Usposabljalo se je 44 mladih raziskovalcev, sofinanciranih strani ARRS. Organizirali smo 6 seminarjev in konferenc, sodelovali pri 16 bilateralnih projektih, ki so bili izvedeni skupaj z 9 različnimi državami. Svojo dejavnost pa smo povečali tudi v sodelovanju z gospodarstvom, saj smo izvedli 102 tržna projekta za domača in tuja podjetja. Fakulteta je zelo uspešna tudi na področju pridobivanja evropskih projektov. V letu 2018 na fakulteti namreč teče kar 20 projektov programa Obzorje 2020, kar je 3 več kot lani. Pohvalimo se lahko s prvim koordinatorskim projektom tega programa, evropskim projektom Compile, ki demonstrira rabo naprednih tehnologij pametnih omrežij v izoliranih območjih na celini, tako imenovanih energetskih otokov. Projekt vključuje 12 partnerskih ustanov in podjetij v 7 različnih evropskih državah ter 2 inštituciji z Indije in Kitajske. Poleg tega smo v primerjavi z lanskim letom pridobili tudi 5 Interreg projektov evropskega teritorialnega sodelovanja. Uspešni smo bili na javnem razpisu spodbujanje izvajanja raziskovalnih razvojnih projektov Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport, kjer smo pridobili 3 projekte. Skupaj tako v letu 2018 iz 2 razpisov za spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov teče 8 leteh. Glede na število vseh projektov, sofinanciranih strani Evropske unije in ministrstev, je fakulteta v letošnjem letu še uspešnejša kot v preteklem, saj se na fakulteti izvaja kar 63 projektov. Letos je laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko s 4 preostalimi raziskovalnimi skupinami članic Univerze v Ljubljani pridobil 2,5 milijona evrov vreden 5-letni projekt COMPIT za ustanovitev Centra za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo, pri katerem se bodo sodelavci več skupin, ki se že ukvarjajo z razvojem mikrofluidike in na njej osnovanih tehnologij, združili z raziskovalci nekaterih temeljnih ved in z nadgradnjo obstoječnega znanja razvili nove rešitve na področju biotehnologije, proizvodnje snovi, biomedicine, kakovosti živil in varovanja okolja. Projekt bo začel teči v prihodnjem letu. Po podatkih SICRIS-a je bilo v letu 2018 v mednarodnih revijah objavljenih 156 izvirnih in 7 preglednih znanstvenih člankov. Podeljenih je bilo 36 patentov, izdana 1 znanstvena monografija in objavljenih 7 poglavij v znanstvenih monografijah. Na prestižnih znanstvenih konferencah je bilo izvedeno 1 vabljeno predavanje in objavljenih 152 znanstvenih prispevkov. Po merilih za ocenjevanje nadpovprečne znanstvene uspešnosti SICRIS je s kvantitativno oceno izjemni dosežki ocenjeno 37 prispevkov, za oceno zelo kakovostni dosežki 113 prispevkov in z oceno pomembni dosežki kar 153 prispevkov. V bazi Web of Science je bilo za afiliacijo naše fakultete ob koncu novembra letos indeksiranih 134 del. Čestitke tudi za te spoštovanja vredne številke.
Za pestro dogajanje na fakulteti so bili tudi v letošnjem letu zaslužni različni strokovni in promocijski dogodki. V tem letu je bilo skupaj izvedenih preko 175 dogodkov, od tega 40 konferenc in seminarjev, 13 vabljenih mednarodnih in domačih predavanj in več kot 120 strokovnih delavnic in drugih dogodkov. Izpostaviti velja, da je na FE septembra potekala konferenca in spominski dan ob 100-letnici profesora dr. Marjana Plaperja, ki je bil vrhunski strokovnjak in znanstvenik na področju elektroenergetike. Različni strokovnjaki so govorili tako o njegovem življenju, kot o stanju slovenskega prenosa električne energije ter prehodu energetike na nove vire. Novembra je na FE potekala 12. mednarodna doktorska šola Electroporation Based Technologies and Treatments. Direktorja šole, profesor dr. Damjan Miklavčič z FE in dr. Louis Mir z Inštituta Gustave Roussy iz Pariza, sta sodelavci in sodelujočimi predavatelji iz Slovenije in tujine poskrbela za kakovostno izmenjavo znanj. Prav tako novembra nam je po dolgem načrtovanju in še daljšem razmišljanju uspelo izpeljati prvi informativni dan sodelavcev FE. S tovrstnimi dogodki, katerih namen je predstavitev tekočih projektov laboratorijev in krepitev sodelovanja na različnih strokovnih področjih, bomo glede na odličen odziv in pozitivne komentarje nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Za številnimi uspešnimi in medijsko odmevnimi promocijskimi projekti, ki so namenjeni predvsem šolarjem in dijakom, stojijo atraktivne vsebine, ki jih z veliko energije tekom celega leta ustvarjajo naši sodelavci. Letos se jim za prispevke k promociji študije na FE še posebej zahvaljujemo in izpostavljamo najbolj aktivne. To so bili Aleš Brkopec, Aljaž Blatnik, Gregor Geršak, Istok Humar, Marko Jankovec, Matevž Kunaver, Matej Možek, Klemen Pečnik, Emilija Stojmenova Duh, Sebastian Šlajpah, Simon Tomažič in Borut Jurčič Zlobec. Hvala vsem in prav vsakemu posebej. No, skrb za naše študente pa ni samo promocija. Zelo aktivni v delovanju fakultete so tudi študenti tutorji, med katerimi se letos posebno omembo zasluži Aleksandar Momirovski. Aleksandar je zadnja 3 leta eden najbolj aktivnih tutorjev na naši fakulteti, s svojim nesebičnim čutom za solidarnost pomaga brucem prebroditi začetne težave in stiske, ko se prvič soočijo z utripom fakultete in s tem pomembno prispeva k skupnemu boljšemu uspehu študentov fakultete nasploh. Zahvala na tem mestu gre tudi vsem organizacijam, ki kot donatorji s svojimi prispevki sodelujejo pri ustvarjanju boljših pogojev za delovanje fakultete na študijskem, obštudijskem in znanstveno-raziskovalnem področju. Veseli smo, da dosežkom študentov in strokovnjakom sledi tudi širša publika. V prvem polletju 2018 smo imeli odlično pokritost naših vsebin tudi v medijih. Med vsemi članicami Univerze v Ljubljani smo dosegli največje število naklonjenih objav, nenaklonjenih ni bilo. Najvišje število načrtovanih objav, pri čemer se ocenjuje proaktivno številom izjav za medije, torej načrtna pokritost dogajanja, in največje število primarnih objav, pri čemer se ocenjuje postavitev objekta kot osrednje teme, v tem primeru torej fakultete za elektrotehniko. Na fakulteti skrbimo tudi za redne investicije v posodobitev našega okolja. Letos smo povsem prenovili predavalnico P6, ki z vso potrebno tehnično opremo zdaj zagotavlja kakovosten in udoben učni prostor. Prav tako smo adaptirali knjižnico, pred fakulteto postavili nove električne polnilce, v auri pa prenovili sanitarije. In načrti za naprej, upamo, da se boste lahko že spomladi sprehajali tudi po našem vrtu in na njem v miru popili kakšno kavo ali pa se odpočili po predavanjih. Kot obljubljeno pa, nova ograja že stoji. Po uspešnem sodelovanju in opravljenem delu pa bo fakultetni vrt mogoče v prihodnosti nudil tudi priložnost za druženje s poslovnimi partnerji.
Na fakulteti za elektrotehniko namreč že dolgo velja zavedanje, da je sodelovanje s poslovnimi partnerji izrednega pomena, zato jim tudi letos namenjamo priznanja. Podelil jih bo dekan profesor dr. Dolinar. Priznanje za celovito in uspešno delovanje v letu 2018 Fakulteta za elektrotehniko podeljuje podjetju Kolektor. Prevzel ga bo gospod Marjan Dermota. Vsebina dejavnosti in proizvodov koncerna Kolektor, ki sega vse od razvoja in proizvodnje elektromehanskih komponent in sistemov za avtomobilsko industrijo do razvoja naprednih rešitev za proizvodnjo in distribucijo električne energije ter izvajanje investicijskih projektov na področju gradnje in vzdrževanja zgradb, je tesno povezana s področjem elektrotehnike. To je tudi razlog, da Kolektor s fakulteto že vrsto let aktivno sodeluje. V koncernu Kolektor prevladuje zavedanje, da je vlaganje v strokovno usposobljen kader pogoj za rast in razvoj. V najetih prostorih na fakulteti so tako letos vzpostavili okolje, v katerem lahko študenti delajo na njihovih konkretnih projektih in vsebinah. Kolektor je aktivno vpet v program praktičnega izobraževanja študentov elektrotehnike in na trgu dela tudi močan zaposlovalec diplomantov in doktorandov. Posebej velja izpostaviti intenzivno sodelovanje pri skupnih razvojno-raziskovalnih projektih. Raziskovalci laboratorija za robotiko, laboratorija za avtonomne mobilne sisteme in laboratorija za strojno inteligenco sodelujejo s koncernom v sklopu projekta SPS Gostop, raziskovalci laboratorija za električne stroje v sklopu projekta SPS Eva for Green, raziskovalci laboratorija za mikrosenzorske strukture in elektroniko pa v sklopu več tržnih projektov. Sodelovanje sega tudi v upravljanje fakultete. Član koncerna Kolektore gospod Marjan Dermota je predsednik razširjenega upravnega odbora Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, koncern Kolektor pa je v letošnjem letu sofinanciral tudi večji nakup raziskovalne opreme v laboratoriju za robotiko. Sodelovanje s Kolektorjem tako pomembno prispeva k dvigu kvalitete izobraževalnega procesa in k poslovno-raziskovalnim dosežkom fakultete. Zato letos nagrada poslovnim partnerjem pripada ravno njim. Hvala lepa. Profesor Dolinar, vi lahko malo še ostanete tu, vabim pa še profesorja doktorja Saša Blažiča, prodekana za raziskovalno dejavnost, da se nam pridruži tule spredaj. Naslednja nagrada, ki sledi, oziroma podelitev, je nagrada sodelavcu oziroma letos sodelavkam fakultete za pomemben prispevek k delovanju fakultete. Za leto 2018 nagrado prejmejo sodelavke v raziskovalnem sektorju. Fakulteta, kar prosim dame. Fakulteta za elektrotehniko Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se lahko pohvali z velikim številom pridobljenih raziskovalno-razvojnih projektov. Vodja raziskovalnega sektorja Petra Koželj in njene sodelavke Edita Bašič, Saša Cvetanović-Čepun, Renata Globevnik in Elizabeta Trobec skrbijo za odlično podporo našim raziskovalcem pri vodenju projektov z administrativnega vidika. Pogosto se žal dogaja, da financerji spreminjajo pravila in obrazce, spremljati je potrebno razpise, porabo finančnih sredstev, pripravljati poročila, zahtevke in obrazložitve, komunicirati z raziskovalci, predstojniki, raznimi službami znotraj fakultete, financerji, revizorji, domačimi in tujimi vodji projektov in koordinatorji, tudi ekipa raziskovalnega sektorja vse našteto počne profesionalno in požrtvovalno. Potrebno je poudariti, da vse to dosegajo brez dodatne informacijske podpore, saj na fakulteti že dlje časa čakamo na informacijski sistem, ki naj bi marsikatero opravilo poenostavil.
V zadnjem času smo priča odhodom raziskovalcev s fakultete zaradi boljših finančnih pogojev v gospodarstvu in sodelavke v raziskovalnem sektorju si zelo prizadevajo najti rešitve za boljše nagrajevanje raziskovalcev, kar pravila določenih projektov dopuščajo. Vse vodje projektov se zavedajo, da bi brez natančnega dela, vestnosti in prilagodljivosti ekipe raziskovalnega sektorja veliko težje izpeljali tisti del projektov, ki je raziskovalcem običajno najmanj priljubljen. To je administrativno delo. Če dodamo še izjemno prijaznost in ustrežljivost, lahko brez dvoma zaključimo, da so tokratne nagrajenke pomembno prispevale k boljšemu delovanju fakultete. Drage dame, hvala lepa. Od nagrade sodelavkam fakultete pa k fakultetnim Prešernovim nagradam, ki jih bo prav tako podelil dekan. Vse dobitnike vabimo, da se nam pridružijo tule spredaj in počakajo na skupinsko fotografiranje. Letošnji fakultetni Prešernovi nagrajenci so Matic Markelj, Žiga Stržinar, Žan Batistič, Matej Čadež in Damjan Manevski. Na projekciji se lahko tudi preberete naslove njihovih diplomskih del, s katerimi so si prislužili fakultetno Prešernovo nagrado, ter seveda njihove mentorje. Čestitke torej še enkrat Maticu, Žigu, Žanu, Mateju in Damjanu. Takole skupinska fotografija za fakultetne in osebne arhive. No, fakulteta za elektrotehniko pa je imela prste vmes, še kaj bomo podelili, ja, ampak lahko se tudi malo usedete. Fakulteta za elektrotehniko je imela prste vmes tudi pri eni od univerzitetnih Prešernovih nagrad. Pod somentorstvom izrednega profesorja dr. Vitomirja Štruca je namreč omenjeno nagrado za magistrsko delo z naslovom Metode globokega učenja za biometrično razpoznavanje na podlagi očesa prejel diplomant Fakultete za računalništvo in informatiko Peter Rot. Čestitke torej še enkrat vsem Prešernovim nagrajencem, od našega največjega pesnika pa se bomo obrnili k akademiku, natančneje k Lojzetu Vodovniku. V počastitev spomina nanj Fakulteta za elektrotehniko Vodovnikovo nagrado podeljuje za odmevno doktorsko delo s področja elektrotehnike, ki ga je kandidat uspešno zagovarjal v obdobju zadnjih 3 let, in za izjemne raziskovalne dosežke s področja elektrotehnike v obdobju zadnjih 4 let. Vodovnikovo nagrado za odmevno doktorsko delo s področja elektrotehnike letos prejme dr. Marko Jošt, ki pa se današnje prireditve zaradi službenih obveznosti v tujini žal ni mogel udeležiti. Nas pa tule s projekcije pozdravlja svojo sliko. Dr. Marko Jošt je doktorsko dizertacijo z naslovom Proces izdelave in karakterizacija nanotekstur za upravljanje svetlobe v fotonapetostnih in optoelektronskih elementih zagovarjal junija lani v Ljubljani kot dvojni doktorat na Univerzi v Ljubljani in na Tehniški univerzi v Berlinu. Naslednji je prejel najvišjo oceno, to je summa cum laude. Kot mladi raziskovalec v laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko se je ukvarjal s procesom izdelave in karakterizacijo nanotekstur za upravljanje svetlobe v fotonapetostnih in optoelektronskih elementih. Identifikacija konkretnih problemov in izzivov doktorske dizertacije je potekala v vzajemnem sodelovanju LPVO s Helmholtz centrom v Berlinu in Tehniško univerzo v Berlinu, kjer je v okviru 9-mesečnega usposabljanja razvite modele in koncepte verificiral in testiral na konkretnih vzorcih tankoplastnih perovskitnih sončnih celic. V doktorski dizertaciji Marko Jošt obravnava poglobljeno in obširno analizo izdelave nanotekstur z metodo
UV nanoodtisne litografije in je uspešno v uporabi za optimizacijo perovskitnih sončnih celic. Ta koncept so pričeli uporabljati tudi najvišji laboratoriji po svetu, kar kaže na pomemben doprinos v svetovnem merilu na področju tankoplastnih in tandenskih sončnih celic. Vsa razvita orodja in eksperimente v sklopu doktorske dizertacije so Marku Joštu omogočili nedavno izdelavo rekordne monolitske tandemske perovskitno-silicijeve sončne celice z učinkovitostjo pretvorbe 25,5%, katere rezultat je kot prvi avtor objavil v prestižni reviji Energy and Environmental Science. Dr. Marko Jošt je torej prejemnik Vodovnikove nagrade za odmevno doktorsko delo s področja elektrotehnike, vodstvo fakultete pa bo poskrbelo, da bo nagrada čim prej prišla v njegove roke. Dekana profesor Dolinarja, ja, en aplavz za Marka. Dekana profesor Dolinarja in prodekana profesor Kamnika pa vabim, da se mi pridružite za še eno podelitev, in sicer nam je za konec ostala še podelitev Vidmarjevih nagrad. Fakulteta za elektrotehniko vsako leto podeli Vidmarjeve nagrade fakultetnemu učitelju in asistentu ter mentorju iz gospodarstva za praktično usposabljanje študentov. Pri izboru nagrajencev upoštevajo njihovo celovito pedagoško delo, ki se zrcali v podajanju znanja, mentorstvu in ob študijskem delu študenti. Vidmarjevo nagrado za mentorstvo študentov praktičnega usposabljanja letos prejmeta Franjo Gorše in Blaž Potočnik iz podjetja Domel. Predstavnika podjetja Domel torej prejmeta Vidmarjeva nagrado za mentorstvo študentov praktičnega usposabljanja. Visokošolski strokovni študijski program vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki se izvaja v različnih podjetjih širom Slovenije. To je zelo pomemben del študijskega programa, saj povezuje teoretično znanje s prakso. Tovrsten uspeh pa je zelo odvisen od okolja, v katerem se to usposabljanje izvaja. Podjetje Domel je eno tistih podjetij, ki redno izobražujejo naše študente na področju praktičnega usposabljanja. Je družbeno odgovorno podjetje, kot globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev elektromotornih pogonov in komponent, zasnovanih na lastnih inovativnih tehnologijah, omogoča rast in trajnostni razvoj skupine Domel. Ima dolgotrajno tradicijo pri zagotavljanju najvišje kakovosti izdelkov in procesov, te usmeritve pa dokazujejo tudi certifikati standardov kakovosti in okolja. ISO 9001 so pridobili že leta 1992 kot eno prvih podjetij v Sloveniji. V letu 2018 so prejeli še zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije Gorenjska za inovacijo motorja EC 712. Na podlagi navedenih dejstev, ki potrjujejo kvaliteto, praktično usposabljanje ter pedagoški pristop pri delu študenti, Fakulteta za elektrotehniko torej podeljuje Vidmarjevo nagrado mentorjeva praktičnega usposabljanja iz podjetja Domel, to sta Franjo Gorše ter Blaž Potočnik. Hvala lepa. Vidmarjevo nagrado asistentu kot priznanje za celovito pedagoško delo pa v letošnjem letu prejme docent dr. Aleš Berkopec. Kar počakajte. Dr. Aleš Berkopec velja med študenti za odličnega asistenta pri predmetih osnove elektrotehnike 1 in 2. Snov podaja jasno in razumljivo. Abstraktne teme pogosto osvetli z različnih kotov in različnimi primeri. Odlikuje ga doslednost vaj in njegov korekten in pravičen odnos do študentov. Vaje prilagodi tako tistim z manj in tistim z več znanja, na račun slednjih predstavi rešitve tudi do bolj zahtevnih problemov. Študenti so prav tako pohvalili asistentovo razgledanje
predanost in pristop k vajam. Pri obeh predmetih imajo študenti na voljo odlično pripravljeno literaturo in zbirke nalog, za kar zasluge pripadajo tudi doktorju Brkopcu. Med vajami spodbuja aktivno in samostojno delo ter diskusijo o rezultatih, študente redno obvešča in jim pomaga, pohvalili pa so še njegov smisel za humor in entuziazem do tematike. Čestitke. Še ena nagrada nam je preostala, to pa je Vidmarjeva nagrada za učitelja za uspešno in celovito pedagoško delo, ki jo prejme izredni profesor dr. Matevž Pogačnik. Matevž Pogačnik je izredni profesor, ki deluje v okviru laboratorija za multimedijo. Poučuje temeljne produkcijske predmete na univerzitetnem študijskem programu multimedije, sicer pa izvaja tudi predmete na vseh 3 stopnjah študija elektrotehnike. Matevž Pogačnik je pedagog, ki veliko truda vlaga v celovito razumevanje snovi oziroma v dojemanje celotne slike sistemov. Njegova predavanja so vedno aktualna, vključujejo znanja najnovejših tehnologij in standardov ter dobre primere iz prakse. Skupaj s svojo ekipo se trudi, da so laboratorijske vaje pri predmetih vedno povezane s snovjo s predavanj, kjer študenti obravnavano teorijo tako spoznajo tudi v praksi. Njegovo celovito in uspešno pedagoško delo se ne kaže samo v podajanju znanja, ampak tudi v mentorstvu diplomskih nalog. Pod njegovim mentorstvom je bilo namreč uspešno izdelana več kot tretjina vseh diplomskih nalog v prvi generaciji univerzitetnega študija multimedije, kar je največ med vsemi mentorji. Matevž Pogačnik sodeluje še pri projektih, ki potekajo tako med fakultetami znotraj univerze, med fakulteto in podjetji, ter tudi mednarodno s tujimi univerzami. Omenjene projekte vključuje tudi študente oziroma jim je na teh projektih mentor in na ta način se lahko zainteresirani študenti tudi obštudijsko aktivirajo na področju multimedije. Čutiti je, da izredni profesor dr. Matevž Pogačnik svoje delo res opravlja srcem in se trudi za dobrobit študentov. Vedno jim je pripravljen pomagati, naj bo to glede znanj pri njihovih predmetih ali pa česarkoli drugega povezanega s študijem. Čestitke. Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke vsem Vidmarjevim nagrajencem. Preden pa nadaljujemo, pa še nekaj besed nagrajenca izrednega profesorja Matevža Pogačnika. Hvala za besedo. Torej, iskrena hvala za to nagrado. Moram povedati, da mi zelo veliko pomeni in še posebej me seveda veseli to, da te predlogi pridejo s strani študentov. Ko sem razmišljal, zakaj sem si zaslužil to nagrado, je nekako na površje preplavil ta že omenjeni študij multimedije, pri katerem sem res aktivno sodeloval. Alternativa je bil fuzbalček tam odzunaj, ampak mislim, da je bilo kar to prvo. In se pravi, imamo nov študijski program. Mislim, da je dober, nov, sodoben. In ko sem malo gledal zgodovino fakultete, se v bistvu izkaže, da nov študijski program niti ni nekaj tako posebenega. In sem šel malo gledati za nazaj in se je izkazalo, da smo bili do leta 60, smo se imenovali Fakulteta za elektrotehniko in strojništvo. Po letu 60 smo bili FET, kot smo danes. Leta 89 smo postali FER, se pravi, računalništvo je dobili neko domovinsko pravico in ime v imenu fakultete. In ta študij sem se tudi jaz upisal in sem bil, če se ne motim, ta zadnja generacija analognega, ta starega študijskega programa. Seveda smo takoj zatem se posodobili, digitalizirali in leta 96 smo bili kar naenkrat spet nazaj FE. In računalništvo je dobili svojo fakulteto in smo tukaj srečno bivali v tej isti stavbi. In nekak rezultat te ljubezni je bil ta nov študijski program multimedija. In potem tik preden bi ta otrok moral iti v šolo, se pravi, preden smo ga začeli izvajati, se je friselil. Smo bili tukaj sami kar naenkrat in ta naš program pa tako kar navadi v teh primerih
3 dni pri enemu staršu, 2 dni pri drugemu, pa vsa logistika v zvezi s tem, z usklajevanjem urnikov in tako naprej. No, ampak šalo na stran, mislim, da imamo dober program, ki je se pač zdaj začel izvajati. Po začetnih težavah, kot vsak program, seveda bo vedno boljši in z veseljem lahko ugotovimo, da se je letos začela izvajati pa res druga stopnja tega študijskega programa. Zdaj pa seveda, kot je v teh takih situacijah, ni dobre zgodbe brez dobre ekipe. In bi se rad zahvalil vsem, s katerim sem res dobro in konstruktivno sodeloval, tako na nivoju fakultete, kot na nivoju univerze, pa tudi širše, seveda v ožjem krogu, jasno, članom laboratorija za multimedijo in laboratorija za telekomunikacije. In imen je preveč, da bi se poimensko zahvaljeval, ampak vendarle moram pa omeniti človeka, s katerim res deliva to pedagoško delo, ki je moja desna in leva roka, človek, ki dela čudeže z opremo, šraufa, kamion, vozi, skratka, človek, ki puša srce na igrišču, Klemen Pečnik, ki je danes tudi seveda nekje tukaj zadaj za nekim kosom opreme. Hvala tudi seveda ostalim sodelavcem in prav še posebej vodjama laboratorija za multimedijo in za telekomunikacije Janezu Bestru pa Andreju Kosu, ki sta dejansko pomagala urati to ledino in premoščati najbolj zahtevne, bom rekel, izzive na tem področju. Tako da vem, da je že dolg večer in da je to podeljevanje teh nagrad iz te strani klopi lahko zelo naporno. Tako da še enkrat hvala, trudili se bomo, da bomo dobri in še boljši in računamo na svetlo prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat in čestitke prav vsem nagrajencem, dekanu in prodekanu pa hvala za podeljevanje nagrad. No, preden pa se vsi skupaj poveselimo, skoraj smo že tamle v avli fakultete, nazdravimo vsem odličnim uspehom. Tja ste seveda prav vsi lepo vabljeni, pa se nam bosta še enkrat pridružili vokalna skupina Fakultete za elektrotehniko ter glasbena skupina Kilovatna ura. Preden pa bo gospod Marko Tiran dal intonacijo, pa nam je ostala še ena zahvala, ta je namenjena prav njemu, tako da profesor dr. Dolinar, prosim. Se vam je zahvaljujem za res velik trud, ki ste ga vložili v tale naš zbor.
Hvala lepa torej glasbeni skupini Kilovatna ura in še posebej vokalni skupini Fakultete za elektrotehniko. Bolezen je nekako zdesetkala njihove vrste, kljub temu pa so se zbrali in nam glasbeno popestrili tale večer. Hvala lepa. Ja, življenje in svet sta sama po sebi res lepa. December je čas mnogih stiskov rok in lepih želja. Pisatelj Paulo Coelho pa je nekoč dejal, da življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakega izmed nas. Naj bodo naša dejanja torej v prihajajočem letu tako na osebnem kot na profesionalnem področju spoštovanja vredna. Današnjo prireditev smo začeli z omembo 2 velikih stoletnic, pa naj še zaključimo s tem. Namreč, ko se bomo naslednjič zbrali tukaj na tem prireditvi, bomo praznovali še 2 stoletnici, in sicer Univerze v Ljubljani ter prav tako Fakultete za elektrotehniko. Veliko leto se torej bliža, naj bo srečno in uspešno. Hvala lepa in na zdravje.